Slovenska domobranska stranka se očitno potaplja. Počasi, a ziher, ker iz nje bežijo podgane. Prejšnji teden je Janeska okrcala njegova največja oboževalka in ne Eva Braun, njeni več Vera Ban. Prosim, režija, ne bodite duhoviti. Pučnikova tajnica in gospa, ki je Janšo podpirala v najhujših trenutkih, ko se je odločil, da ne bo več komunist, ko je izgubil lase in ko so ga gnali na dob. Ampak zdaj je še Vera izgubila vero in rekla, da je celo njen srček šel čez vse meje. Da je to, da Vera Ban, da se oddalji od SDS, to je tako, kot bi mama srna zavrgla Bambi. To je nepredstavljivo. To je, kot bi slon zapustil sadeža. To je grozljivka. To ni kul. Ali pa, kot bi Tanja Ribič iz hiše vrgla Đurota. Jaz v takem svetu nam živel. Bogi Branko, si ga predstavljate, niti dneva ne preživel v divjini. No, poleg nje odhaja še nekdo. Čuš odhaja s poročilom. Kolegi v stranki bolj kot z idejami tekmujejo za naklonjenost Janeza Janše. Andrej Čuš kdo? A je že kdaj doslišal z tega človeka? A je Zelenko Bratušek, da ga ne poznamo? Baje, da je najmlajši poslanec, ker ima komaj 25 let. Na kahlo pa je nehal srat lani. Okej, mulc hoče z SDS. Zakaj pa? Letos je namreč stekel kandidacijski postopek za volitve. Vsem, ki pa smo bili do nekaterih ravnanj kritični, pa so skušali kandidaturo preprečiti. Ok, zdaj pa razumem. Se pravi, ne gre za to, da bi Andreja naenkrat zapekla vest, ker je v SDS. On je sam jezen na Janeska, ker mu ni dal kakšnega bolj plačenega položaja, kot je pričakoval. Ampak na kaj točno se pa spozna 25 let star fantek, kot si ti, Andrej? Razen na to, kje se da najbolj poceni napiti. Dobro, če se že pogovarjamo o tebi, pa nas razsvetli. Kaj načrtuješ v prihodnosti? In scenarij številka 2. Andrej Čuš je danes že nakazal, da bi na prihodnjih volitvah lahko kandidiral v neki povsem novi stranki. Ok. Kangler ustanavlja stranko, Primcev je. Zdaj bo pa še Andrejček. Zdaj, glede na to, da si bil ful glasen v Šenčurju na domobranskem srečanju, ti predlagam, da ustanoviš slovensko traktorsko stranko. Vsak ta prav Slovenc. Vsak ta prav Slovenc dobi Zetorja, okrog Slovenije se bo zgradil zid, predsednik države pa bo Donald Trump, ker se mu itak priključil Ameriki. Kdo pa stoji za tem? Ajde, povej, da ni krivec kakšna zarota? Vsem ljubiteljem zarot sporočam, da me ne pošiljata ne Janez in ne Milan, prav tako pa za mano ne stoji noben stric ali teta iz ozadja. Točno to, kar bi Kučan hotel, da rečeš. Ali pa Janša, ali pa stric iz ozadja. Andrejček je še rekel, da ga moti diktatorski način vodenja stranke. Ti si pričakoval demokracijo v slovenski demokratski stranki? To isto, kar bi v vojaškem golažu pričakoval vojaka. Lahko se zgodi, da bo, ni pa lih verjeten, ne? Pa moti ga to, da se stranka ukvarja bolj s preteklostjo kot s prihodnostjo. A si ti sploh prebral opis dela politika, preden si šel v to? 90% cajta se ukvarjaš s preteklostjo, 10% pa igraš pasjanso. Ampak ste vedeli, da je SDS kot sekta? Res? V SDS poslancov ob odhodu zaračunajo izstopnino, račun za izstop v višini slabih 2000. Kot neke vrste varščina, da te stranka spusti izpod svojega okrilja. Ja, ne samo, da morajo SDS plačevati članarino in z lastnim denarjem financirati JTV in podobne genialne projekte. Ko hočejo stranke, morajo plačati 2 jurja. Kar je še dobro. Jaz sem zmer mislil, da ko si enkrat v SDS, si za zmer v SDS. Kakorkoli, več kot očitno je, Čuško kot prefrigan preračunljivc izkoristil krizo v svoji stranki, zdaj pa ustanovil svojo. Ba je po vzoru Hajderjevih svobodnjakov. Tebi, dragi Janez, pa svetujem, da si čim prej kupiš Ančkov za napih in da boš imel družbo, ko enkrat ostaneš sam v stranki. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.